Ja, lepo pozdravljeni, hvala za predstavitev. Mogoče bi lahko nadomestili izraz stres, duševno zdravje. Preden bi bolj konkretno predstavila publikacije, bi orisala nekaj ozadij, ki se pravzaprav tičejo vseh nas. In te knjižice danes tukaj so pravzaprav tudi namenjene vsem nam. Kot je povedala povezovalka, je dejansko nastala serija teh publikacij v okviru programa OMRA kot akronim opismenjevanja o motnjah razpoloženja. Namreč duševno zdravje je v slovenskem prostoru bilo dolgo leta precej zanemarjeno. Predvsem smo dali prednost različnim telesnim težavam, kot so recimo diabetes, visok krvni tlak in tako naprej. Malo manj smo pa poudarjali v okviru različnih aktivnosti, kako pomembno je tudi duševno zdravje. In da je duševno zdravje velikokrat povezano tudi z težavami v telesnem zdravju. Stres igra pri tem ključno vlogo. Velikokrat je lahko sprožitelj različnih težav, lahko je pa tudi vzdrževalec, kadar se že pojavijo. To zadeva kar precejšno količino ljudi. Če si pogledamo številke malo bolj pobliže, lahko ugotovimo, da kar vsaka tretja družina v Sloveniji ima člana, ki ima težave v duševnem zdravju. Večina težav se začne že relativno zgodaj. Nekje do 14. leta starosti se razvije že kar polovica težav, do 24. leta starosti pa v bistvu kar 3/4. Tako da je zelo pomembno, da na to področje gledamo celostno, bi človek rekel, kar nekje od rojstva pa do smrti. Pa če smo že pri smrti, osebe s težavami v duševnem zdravju imajo tudi 15 do 20 let krajšo življenjsko dobo. V Sloveniji smo tudi, moram reči, kar dosti pogosto seznanjeni z neko problematiko, s katero se srečujemo, to je samomorilnost. In samomor je velikokrat povezan tudi z predhodnimi težavami v duševnem zdravju. V Evropski uniji pravzaprav naredi vsakih 9 minut ena oseba samomor. Zdaj smo tukaj okrog 1 ure, si lahko kar preštejemo, koliko oseb je naredilo samomor v tem času. In duševno zdravje, tako kot vse stvari, je tudi zelo drago. Nas težave v duševnem zdravju na letni ravni stanejo 3 do 4% BDP-ja. Torej nekako na evropski ravni, če to preračunamo, to pomeni, da vsako gospodinjstvo v bistvu plača na taki ali drugačni ravni 2200 evrov na leto. In ravno zaradi vsega skupaj je potrebno, da stvarem pristopimo sistematično. In to je pravzaprav bil tudi namen našega programa OMRA, ki cilja v področje dviga pismenosti o duševnem zdravju. Namreč kljub precej zaskrbljujočim številkam, še vedno veliko ljudi ne poišče pomoči, kadar se znajde v različnih duševnih stiskah. Žal, le kakšna četrtina ljudi poišče strokovno pomoč. Veliko ljudi se predtem ukvarja z različnimi, velikokrat neustreznimi oblikami samopomoči, ki pripeljajo še do večjih zapletov in seveda vprašanje takoj za tem, zakaj tega ne naredijo. A veste, duševne motnje niso tako enostavne, kot so mogoče kakšne ostale naše težave z sklepi, z mišicami, z krvnimi slikami in tako naprej. Vsem tem se v bistvu zelo radi pogovarjamo. To je v bistvu druga najbolj pogosta tema v našem družabnih srečanjih. Prvo je vreme, potem pa sledi že kar zdravje, ampak ne duševno zdravje. O tem ne govorimo radi, to prikrivamo. In temu področju rečemo še vedno, da je izjemno stigmatizirano. In to je tudi ena izmed osnovnih ovir, zakaj ljudje v duševnih stiskah ne iščejo pomoči, ker jih je sram. Sram po eni strani pred samim seboj in pred okoljem. In naš program pravzaprav cilja ravno na to. Če mi v bistvu vemo več o duševnih težavah, če poznamo zgodnje znake, ko se pojavijo, potem si lahko relativno enostavno in zelo hitro pomagamo. Namreč pomoč obstaja
In je zelo dobra, zadeve so ozdravljive. Mi smo, mislim, da še vedno kar preveč pod vplivom različnih filmov, ki prikazujejo različne težave v duševnem zdravju in črno sliko, kako se temu streže. A veste, v praksi temu res ni tako. Večina težav je ozdravljivih in večina ljudi lahko živi srečno, normalno, produktivno in kreativno življenje. In v sklopu našega programa smo si zadali pravzaprav res cilj dvigniti raven pismenosti o duševnih težavah. Zato smo uporabili več orodij, eno izmed njih je tudi serija publikacij, poleg tega imamo pa tudi spletno stran in konkretno na terenu izvajamo 6-urne delavnice, brezplačne za tiste, ki želijo v bistvu vedeti kaj več o motnjah razpoloženja, njihovi povezavi z stresom in kako pomagati v obliki samopomoči, kako in kdaj poiskati pomoč in seveda kako pomagati in podpreti tudi druge. Pa če se ožje usmerim zdajle v te publikacije, v bistvu gre za 2 priročnika, ki na strokovno poljudni način predstavljata naravo motenj razpoloženja, značilnosti in popolnoma konkretne primere, kako se to v življenju odraža. To je publikacija, ki je edinstvena na svoj način, saj smo strokovni del prepletli tudi z nekoliko poljudnim pristopom, kjer skozi različne osebne zgodbe demonstriramo, kako se lahko kakšne težave v življenju pojavljajo. In hkrati v publikacijah tudi ponujamo pomoč. To pomeni, da si lahko osebe v bistvu samodiagnosticirajo, to dam pod narekovaji, namreč pomembno je, da znamo prepoznati zgodnje težave in znake pri sebi, dajemo napotila, hkrati jih usmerjamo v različne oblike pomoči, jih tudi instruiramo o tem, kaj lahko pričakujemo od različnih oblik pomoči. Namreč v praksi je videti tako, da še vedno večina ljudi ne ve, kaj bo dobila, če bo šla k psihiatru, kaj k osebnemu zdravniku, kaj k psihoterapevtu in kdaj in na kak način takšne pomoči koristiti. Priročnika o stresu, o anksioznih motnjah, o depresiji in bipolarni motnji razpoloženja v bistvu zaokrožuje tudi vodič. Vodič v bistvu pokriva vsa ta področja, namenjen je pa hitremu, strokovnemu pregledu značilnosti različnih težav, iskanju kontaktov za pomoč in pa nekih praktičnih nasvetov, kako se vesti, kaj vprašati zdravnika, kaj vprašati psihoterapevta, kje, kako se teh zadev lotiti. Dajemo različne praktične napotke in te knjižice so pravzaprav tudi v PDF obliki, so prosto dostopne in želimo v bistvu, da dosežejo najširšo ciljno javnost. V sklopu naših praktičnih delavnic jih pa v bistvu v tiskani obliki kot neko dopolnilno aktivnost oziroma kot podporno dejavnost v delavnicah razdeljujemo tudi udeležencem. Tako da s tem bi pa v bistvu zaključila, mogoče povabim vas na naše delavnice.